Dober dan, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes imamo za vas pripravljeno eno randomizirano študijo, ki je trajala 1 leto. Imela je 3 skupine, eno kontrolno skupino, pa eno skupino, ki se je držala kalorijskega deficita in pa drugo skupino, ki se je držala delnega postenja. Zdaj, pregledovali so predvsem, kaj se je zgodilo za telesno težo, s tem, da skupina kalorijskega deficita je imela navodila, kako do kalorijskega deficita pa kak deficit mora biti, medtem ko skupina delnega postenja ni dobila navodil za kalorijski deficit, ampak da naj se držijo samo določenega okna hranjenja. Pa si bomo pogledali, kaj se je zgodilo po 1 letu v vseh skupinah. Prej, da gremo pa v študijo, bi se pa rad sam zahvalil vsem svojim članom Patreon skupine, ki me zdaj že v bistvu 3 leta podpirajo z članarino. Vedno več je novih, tako da očitno gremo v pravo smer. V glavnem, še enkrat hvala. Zdaj pa gremo na video. Ok, pa gremo pogledati, kaj je pokazala študija. Tako smo rekli, imeli so eno skupino kalorijskega deficita, eno skupino delnega postenja in pa eno dodatno skupino, ki je bila pa kontrolna skupina. Zdaj, kaj je bilo v študiji opazovano? Primarno jih je zanimalo, kak vpliv ima postenje v primerjavi z kalorijskim deficitom na izgubo telesne teže. Sekundarno so gledali pa določene markerje, kar je pa v bistvu meni še bolj všeč, ker ti v bistvu pokaže iz vidika objektivnih markerjev, kaj se je zgodilo z samim metabolizmom, ker vsi vemo, da izguba telesne teže je ful taka zanimiva spremenljivka, zato ker izguba telesne teže lahko prihaja na račun vode, lahko prihaja na račun vode plus naloženega glikogena oziroma porabljenega glikogena, lahko prihaja na račun mišične mase, lahko prihaja na račun maščobne mase, teda si bomo pač pogledali, kaj se je v tej študiji pokazalo. Zdaj pa tule bi na začetku še enkrat poudaril, kar je v bistvu zelo pomembno, bomo pol tudi vedeli zakaj. Skupina kalorijskega deficita je dobila natančna navodila, kako do kalorijskega deficita pa kaj morajo jesti, približna razporeditev, medtem ko skupina delnega postenja ni dobila navodila za kalorijski deficit, kako se ga ne držijo, kak naj bo kalorijski deficit, ampak so dobili samo okvir, v katerem so lahko jedli vsak dan. Ok, zdaj pa, če si pogledamo, kaj so pod sekundarnimi rezultati gledali, so gledali pa spremembe v procentu maščobe, spremembe v procentu mišične mase, gledali so, kaj se je dogajalo z visceralno maščobo, gledali so kostno gostoto, kaj se je dogajalo z pritiskom, z srčnim utripom, z skupnim holesterolom, LDL, HDL, trigliceridi, glukozo na tešče, inzulin na tešče, merili so tudi HOMA-AR, ko je v bistvu ena izmed boljših meritev inzulinske rezistence oziroma inzulinske občutljivosti. Merili so pa tudi QICI, se reče, in je Quantitative Insulin Sensitivity Check Index, ko je še en izmed markerjev za inzulinsko rezistenco oziroma inzulinsko občutljivost. Teda iz vidika metabolnega učinka postenja oziroma kalorijskega deficita so, mislim, da naredili eno izmed boljših analiz. In zdaj, če si pogledamo, kdo je v študiji sploh sodeloval. Bilo je 90 posameznikov iz 4 različnih ras, kar je v bistvu super zaradi tega, ker tudi genetika 100% vpliva na izgubo telesne mase oziroma na kak vpliv imajo različne tehnike, pač prehranske strategije na naš life, če smo različnih ras. Zdaj, povprečna starost je bila 44 let, pa procentualno je bilo sestavljeno 82% iz žensk, kar je tudi zakon, bi rekel, zaradi tega, ker itak ponavadi se študije delajo bolj kot ne pretežno na moških, teda tudi, da je bilo več žensk, je dejansko mi kar všeč. Plus seveda za ženske se še bolj poudarja ponekod, kako je postenje škodljivo, kar se čisto strinjam, da je lahko, če kaj delaš narobe, ampak za ženske se še bolj poudarja, da je treba paziti, pa da je za njih škodljivo. Teda v bistvu, ta študija bomo videli, kaj je pokazala, pa bomo videli, če je to neko utemeljeno priporočilo, da naj ženske se ful izogibajo postenja. Ok, in zdaj, kako so sestavili študijo? Zdaj, če si tule pogledamo, vidimo, da je študija trajala 12 mesecev, kar je zakon, zato ker to je res že časovno okno, za katero bi jaz rekel, da lahko pokaže neke benefite, ki jih lahko pričakujemo pol tudi na dolgi rok. Posamezniki so bili razdeljeni v 3 skupine. Prva skupina je bila TRE, kar je Time Restricted Eating, pol je bila kalorijska restrikcija in pa kontrolna skupina brez kakršnekoli intervencije, brez kakršnihkoli navodil. Zdaj, ko sem prej rekel, skupina Time Restricted Eatinga je dobila samo eno navodilo in sicer,
da ne jejo med 12 pa med 8. Tako, se pravi med 12 in 20 nič naj jejo, to je to. To je edino navodilo, ko so ga dobili. Niso pa dobili navodila za kalorijsko restrikcijo, oziroma kako naj do nje pridejo. Zdaj, kontrolna skupina je dobila samo navodilo, da ne ohranja neke svoje navade, ko jih pač ima. Edino, kar je bilo pač pravilo zdaj, zato da niso preveč posegali v skupino time restricted eatinga, je bilo, da so jedli v razmaku več kot 10 ur. Se pravi, pač imeli so spet čist sami, kdarkoli so začeli, kdarkoli so končali, samo okno je moglo trajati več kot 10 ur. Skupina kalorijska restrikcija je pa dobila navodilo, da si vsak dan, sicer so si itak vodili, ker drugače pač ne moreš nadzorovati kalorijske restrikcije, in da ne vsak dan zaužijejo 25% manj, ko pa porabijo. Naprimer, jaz, ko se ukvarjam, pač, ko pišem plane za izgubo telesne teže, rajš gledam tam 5 do maksimalno 15% kalorijski deficit na dnevni ravni, zaradi tega, ker pol začneš hitreje posegati v mišično maso, da to tudi imamo v mislih pol za naprej, ko bom interpretiral rezultate, ampak 25% kalorijski deficit je kar močen deficit in bi mogel pokazati upad telesne teže. Zdaj pa tule dodal še en plus te študije, mislim, da je to zdaj že tretji plus študije, in sicer, da so študijo naredili na tak način, da so 6 mesecev so opazovali, kaj se dogaja z izgubo telesne teže, ko so imeli kalorijsko restrikcijo. Potem so pa druge 6 mesecev študije uporabili kot neko opazovalno obdobje, kaj se dogaja po intervenciji, kako dolgo so lahko ljudje ohranjali to izgubo telesne mase, kak je bil metabolni profil tiste pol leta, nasploh vse, kar si bomo pogledali pač pol v nadaljevanju še. V glavnem, pol leta so pol tudi opazovali, kako so te spremembe v bistvu sploh vplivale na posameznika. No, in kakšni so bili rezultati? Zdaj, če se prvo osredotočimo na telesno težo, lahko vidimo, da je v primerjavi s kontrolno skupina time restricted eatinga zgubila 4,6 kg, medtem ko je skupina kalorijske restrikcije izgubila 5,4 kg. Ko pogledamo iz vidika maščobne mase, tu je že malo bolj podobna zadeva. Naprimer, pri time restricted eatingu se je pokazal upad maščobne mase, in sicer za 2,8 kg, medtem ko v skupini kalorijske restrikcije pa vidimo tu 2. Se pravi, slabe pol kilce razlike tudi v maščobni masi je bilo v prid kalorijske restrikcije. Zdaj pa, naprimer, ko pogledamo pa v bistvu bolj pomembne objektivne markerje iz vidika metabolnega sistema, se je pa pokazalo, oba dva markerja, ko sem prej omenil, se pravi HOMA-IR pa UniQuickie, se je pokazalo, da je prišlo do izboljšanja inzulinske rezistence, da je prišlo do izboljšanja občutljivosti na inzulin samo v skupini, ki je izvajala time restricted eating. To pomeni, da očitno kalorijski deficit sam po sebi nima direktnega vpliva na metabolizem oziroma na izboljšanje metabolizma, ampak pri kalorijskem deficitu to pride predvsem bolj kot ne zaradi tega, ko ti zgubiš telesno težo. Ampak očitno tete 5,4 kg ni bilo dost, da bi se hkrati popravila tudi občutljivost na inzulin, kar pa na dolgi rok ni glih najboljš, no. Zdaj pa, če pa pogledamo, kaj se je pa dogajalo z kalorijskim vnosom nasploh povprečnim. Se pravi, pol leta so imeli kalorijsko restrikcijo, pol leta so imeli delno postenje. In zdaj, kakšna je bila povprečna kalorijska restrikcija na dnevni ravni za obe dve skupini. Tu se kaže, da je v skupini time restricted eatinga bil povprečni dnevni deficit 425 kalorij in v skupini kalorijske restrikcije je bil pa 405, kar pomeni, da se je povprečni vnos kalorij razlikoval za sam 20 kalorij, kar pa niti približno ni signifikantno, zato ker za 20 kalorij je taka marginalna razlika, da je ni pomembno zdaj tule omeniti, oziroma ni pomembno, da bi tule lahko imela kakršenkoli vpliv, da bi bilo postenje boljše ali pa slabše zaradi tega. Ok, in zdaj, kaj lahko mi iz teh podatkov zaključimo? Prva stvar, se je na površju spet pokazalo, da iz vidika izgube telesne mase kalorijska restrikcija v primerjavi z delnim postenjem, oziroma s to verzijo, ko so to delali z time restricted eatingom, nima nobenih prednosti, oziroma time restricted eating nima nobenih prednosti iz vidika telesne mase na dolgi rok, če nas zanima samo telesna masa. No, in s tem bi lahko zdaj zagovorniki kalorijskega deficita, oziroma ne zagovorniki kalorijskega deficita, zagovorniki, da ima delno postenje benefite samo zaradi kalorijske restrikcije, bi pa zaključili, da v bistvu je to čisto res. Ampak, dajmo si mi v bistvu malo pogledati, kaj sploh je pomembno pri hujšanju. Še posebej pri hujšanju na dolgi rok. Ok, prva stvar, ko jo bom zdaj na začetku že rekel, zato da ne bo prišlo do kakršnih koli zmot, moje mnenje je, da je kalorijski deficit še vedno en del enačbe v izgubi telesne mase na dolgi rok, ki bo verjetno izboljšal večino oziroma največ markerjev metabolnega zdravja.
Ampak, po mojem mnenju, tako ko sodelujem z ljudmi, pa ko vidim, kako se pač pol vpliva na njihovo zdravje, določene tehnike, pa določene markerji, bi rekel, da so najpomembnejši trije markerji, ko nakazujejo naše metabolno zdravje, so visceralna maščoba, homeostaza glukoze in pa adherenca. Adherenca bo narekovala našo metabolno zdravje na dolgi rok, če se bomo držali nekega kalorijskega deficita, pač kakršnega koli prehranske strategije. Se pravi, tri najpomembnejše stvari za zdravo oziroma za optimalno hujšanje: visceralna maščoba, homeostaza glukoze in pa adherenca. Koliko se lahko ti držiš unga tvojega plana prehrane. No, in če kar tule omenim takoj na začetku adherenco, se je tudi v tej študiji na primer pokazalo, da so ljudje bili veliko bolj pridni, a kakorkoli bi temu rekel, na principu time restricted eatinga v primerjavi z kalorijskim deficitom. Kalorijski deficit jih je na primer rešil zaradi tega, ker so vsak dan vodili vnos kalorij in so imeli, ne vem, določen vnos, nekateri tudi do 600 na dan, ampak določene dni se sploh niso držali. Dejansko je bila adherenca, mislim, da 64% ali 70%, nekaj takega, zdaj govorim na pamet, čisto iz glave. V študiju bom itak delil v Patreon skupino, tam si lahko vsi pogledajo točne podatke. Medtem, ko je v skupini time restricted eatinga bila adherenca 97%. Se pravi, 97% časa so vsi posamezniki se držali unega okna hranjenja, medtem ko so v 3% časa so v bistvu malo zasrali, pa so šli ali so pojedli kako obrok kasneje ali pa kako obrok prej. Ampak to je razlika 70 v primerjavi z 97% adherenco. Se pravi, če vzamemo, da je adherenca eden izmed glavnih principov, ki se ga moraš držati za izboljšanje zdravja in telesne teže na dolgi rok, mislim, da ima tule gladko prednost postenje, vsaj time restricted eating, kar se ni pokazalo samo v tej študiji. To je samo ena študija, ko je malo bolj kvalitetna, ko bi jaz izpostavil, da se je v njej to pokazalo. Zdaj, za visceralno maščobo v tej študiji, na primer, nimamo podatkov, ampak ne bom rekel vseh, mislim sicer, da je vseh, ampak v večini študij, ki primerjajo kalorijski deficit in eno verzijo postenja, se kaže, da ima tudi postenje tudi na kratek rok, se pravi do 4 tedne, rečemo, da je 4 tedne kratek rok, pa od tam naprej se pol začnejo malo dolgoročni učinki. Se pravi, tudi če delaš delno postenje samo 4 tedne, ima veliko bolj pozitiven vpliv na zmanjšanje oziroma pač nasploh na visceralno maščobo, kot pa samo kalorijski deficit. V bistvu je to en izmed onih benefitov postenja na kratek rok v primerjavi s kalorijskim deficitom, da se iz vidika metabolnega zdravja hitrejše kažejo bolj pozitivni rezultati, kot pa samo z klasično kalorijsko restrikcijo. Ampak v tej študiji ni bilo podatka za visceralno maščobo, teda tudi ne bom govoril. Lahko pa omenim še tretji marker, ko se pa meni zdi tudi, tako smo rekli prej, top 3 najbolj pomemben za izvidika dolgoročne izgube telesne mase in izboljšanja zdravja, in to je pa homeostaza glukoze, kar se je pa zanimivo pokazalo v tej študiji signifikantno samo v skupini, ki je izvajala time restricted eating. Zdaj, lahko bi špekuliral, zakaj bi imel tako vpliv time restricted eating na metabolne markerje, tako je na primer glukoza, oziroma tako boljši vpliv na metabolne markerje, ko je v primerjavi z kalorijskim deficitom. Eden izmed teh razlogov bo vsekakor upoštevanje cirkadianih ritmov, ki jih time restricted eating vsekakor pač izboljša oziroma optimizira, kakorkoli pač to imenuješ, medtem ko kalorijski deficit oziroma sam kalorijska restrikcija ne. Teda, z vidika metabolnih markerjev glede glukoze oziroma glede inzulinske rezistence, mislim, da ima tudi rahlo prednost time restricted eating. No, pa da še enkrat omenim adherenco, zato ker sem čisto pozabil, da sem si dejansko zapisal. Če pogledamo zdaj par študij, ko so primerjali kalorijski deficit v primerjavi z določenimi tehnikami postenja, ki so gledali tudi adherenco. Na primer se kaže, da je adherenca za time restricted eating oziroma za delno postenje v najslabšem primeru bila 63%, v najboljšem primeru pa 100%. V današnji študiji pa na primer se je pokazalo, da je bila adherenca višja, in sicer 97%, tako sem omenil prej. Ok, zdaj pa res še čist zadnje moje misli glede te študije oziroma kaj je ta študija pokazala. Postenje v primerjavi z kalorijskim deficitom ni superiornejše za izgubo telesne mase na dolgi rok. Isto velja za obratno, se pravi, kalorijski deficit ni superiornejši od time restricted eatinga za izgubo telesne mase na dolgi rok. Ampak, če bi pa mogel jaz osebno rezultate iz literature
prenesti v prakso oziroma rezultate iz literature združiti z rezultati iz prakse, bi pa rekel, da bo na večino ljudi imelo veliko bolj pozitiven vpliv ena oblika postenja. Osebno priporočam time restricted eating, ki si vsak pol ono svoje okno prilagodi, glede na to, da pač paše na njegov življenjski stil. Bo imelo na dolgi rok bolj pozitiven vpliv, če že samo zaradi tega, ker je adherenca toliko boljša in pač ljudem dopušča več svobode. Tudi kaže se na primer v večjih študijah, že tudi v povzetkih literature iz vidika time restricted eatinga oziroma pač enih verzij postenja, da ljudi čist podzavestno, samo zaradi tega, ker imajo okno hranjenja skrajšano, približno znižajo kalorijski vnos na dan, za 350 pa tam do 600 kalorij dnevno. Pa, kar je še bolj zanimivo, naprimer, kaže se tudi, da je tam najbolj optimalno okno nekje 8 ur na dan, da ješ, 16 ur na dan, da se postiš. Ampak ne zdaj zaradi tega, ker je ena študija, oziroma tista prva študija to pokazala, ampak zaradi tega, ker, naprimer, če znižaš okno hranjenja na 6 ur ali pa 4 ure dnevno samo, se dejansko skoraj ne pokaže razlike v kalorijskem deficitu. Še vedno se bo gibal tam od 350 do 600 kalorij dnevno, čist podzavestno. Teda jaz osebno bi priporočil tam 8 do 10 ur okna hranjenja, če ti je cilj izguba telesne mase, pa da nima za neki ful za razmišljati. Še vseeno je treba paziti na določene stvari, ampak to so zdaj pač une malenkosti, ko bi bilo treba razjasniti v svojem podcastu. Če te zanima, mi piši, pa lahko naredimo skupaj plan na ta način, drugače pa upam, da vam je bila študija zanimiva. Sam še enkrat sem hotel pokazati, da za vse tiste, ko radi povzdigujejo samo učinke kalorijskega deficita, očitno kalorijski deficit sam po sebi nima direktno najbolj pozitivnih učinkov na glukozo, pa na metabolne markerje, ki so po mojem mnenju bolj pomembni, kot pa sama izguba telesne mase. To je to. Hvala lepa za ogled, se vidimo v naslednjem videu. Ajde.